Dobar dan, jaz sem Bruna Profaca iz Zagreba. Pozdravljeni, prihajam iz Poliklinike za varstvo otrok in mladih. Zahvalila bi se vam, da lahko govorim v hrvaščini. Predstavljam si, da je za mlajše generacije to težje, ampak veliko čast mi je in hvala organizatorjem, da so me povabili. Takšnih dogodkov, konferenc, na katerih se govori o spolni viktimizaciji otrok na spletu, ni veliko. Tudi nasploh se malo govori o spolni viktimizaciji. Prihajam iz ustanove, ki smo jo ustanovili pred 20 leti, in mi se ukvarjamo z travmatiziranimi otroki in mladimi. V tej 20-letni karieri sem ugotovila, da se menjajo oblike travmatizacije mladih, in tako smo prišli do tega, kaj se jim dogaja na spletu. Na začetku smo torej največkrat se ukvarjali z otroki, ki so bili žrtve spolne zlorabe v družini. Potem smo se ukvarjali z vrstniškim nasiljem. Potem pa smo prišli do tehnologije, ki je eden od glavnih dejavnikov socializacije danes. To je seveda svet velikih priložnosti. To je vsak dan ne le otrok, ampak tudi nas samih. Ko smo začeli raziskovati vprašanja v zvezi z uporabo tehnologije, so nas vprašali, ali imate tehnologijo. Danes se to vprašanje več ne postavlja. Tako je bilo leta 2004. In takrat smo šteli, koliko otrok ima splet in koliko ne. Danes pa pravzaprav so vsi otroci na spletu in se streamajo. Jaz sem seveda članica starejše generacije in veliko sem se morala tudi o tem naučiti. Danes vemo, da se vprašanje mladih in tehnologije pogosto vprašajo v odnosu mi in oni, kaj oni delajo na spletu. Danes s položaja nekoga, ki se pogovarja z mladimi in s starši, bi rekla, da ta delitev ne obstaja več, in mislim, da bi mogoče morali uzreti širšo sliko tehnologije. Otroci so vse bolj aktivni na družabnih omrežjih, to smo videli tudi v preteklih predavanjih. In danes vemo, da najstniki, sploh starejši, imajo profile na različnih družbenih omrežjih, na platformah, in to so pokazale tudi raziskave na Hrvaškem. Skoraj polovica udeleženih v teh raziskavah ima vsaj 2 ali več profilov. Zanimiv podatek bi delila z vami. Torej, če se ti ugasne en profil, se prižge več novih. V ustanovi, v kateri delam, smo 2019 naredili veliko raziskavo o uporabi družbenih omrežij med mladimi. To je vodila profesorica Flander. In nekateri podatki, o katerih bom sedaj govorila, so ravno iz te raziskave. In ugotovili so, da je najbolj pogosta platforma YouTube, potem Instagram. Priznati moram, ko mi nekdo odrasel reče, da je na YouTubu, pravzaprav sploh ne vem, kaj počne tam, in danes pravzaprav odkrivam, kaj otroci tam počnejo. V 2-3 letih pa se je zgodilo naslednje. TikTok oziroma uporaba TikToka je daleč presegla uporabo vseh prej omenjenih omrežij. Rada bi vas spomnila, da moramo razumeti, da je generacija, ki danes odrašča, drugačna. Jaz sem pripadnica generacije baby boom, ki je sploh več ne bom dajala na prosojnico. Jaz sem začela delati z generacijo Y, in ugotovili smo, da je zanje zelo pomembna samozavest. Takrat je bil velik izziv delati v psihologiji, potem je bila generacija Z, s katero sedaj delamo, potem pa se nam je rodila tudi generacija Alfa, ki je pravzaprav ne le digitalna generacija, ampak tudi generacija, ki živi globalno, ki je na streamingu oziroma v pretočnih vsebinah vse od rojstva naprej.
in verjetno bodo nekoč sprejemali drugačne odločitve kot trenutne generacije. Ne bomo se s tem veliko mučili, kajti vedno je tako z novimi generacijami. Tiste stvari, s katerimi smo mi rasli, danes več ne obstajajo, ampak moramo vedeti, kaj počnejo naši otroci danes, če želimo imeti dobre odnose z njimi in jim pomagati, kadar to potrebujejo. Torej, tehnologije danes pomenijo veliko priložnost, in obstajajo tudi tveganja, seveda. Ampak tveganja niso zgolj povezana s spolno viktimizacijo. V svoji stroki opažam naslednje in to nam pritegne največ pozornosti. Se pravi, od ranih let, se pravi, od mladosti, vidimo, da imajo otroci težave v interakciji in s telesno aktivnostjo ravno zaradi rabe spleta. In raziskave mojih kolegic so pokazale tudi naslednje. Na Hrvaškem skoraj 60% otrok, ki so stari 1 leto, in skoraj 90% otrok, ki je predšolske starosti, preživlja svoj čas pred ekrani. In v povprečju predšolski otrok preživi pred ekranom 2,5 ure na dan. Otroci do 9. starosti pa nimajo kapacitet, da bi vedeli, kakšna je varnost na spletu, in z moje prakse lahko rečem, da negativne izkušnje, o katerih so govorili prejšnje predavateljice, se tukaj starostna meja spušča. Torej, v 3. razredu je bila deklica najmlajša, ki je bila že izpostavljena viktimizaciji strani spolnih predatorjev. To so tveganja za splošen razvoj, pa tudi v življenju imamo tveganja, na katera moramo biti pripravljeni. Samo en stavek. To, da so na tehnologijo vezani tudi starši, torej pretirano uporaba telefonov strani staršev, je tudi velik problem. Ta starš otroku ni na voljo in raziskave so pokazale, da otroci imajo posledice na različnih stopnjah razvoja. To moramo poudariti, kajti vedno rečemo, oni so na internetu, otroci so na internetu, ampak tudi starši so. Elektronsko nasilje je eden izmed najbolj raziskanih tveganj. Vemo, kaj to je, torej žaljenje, zastrahovanje na spletu, vrstniško nasilje. Vrstniško nasilje se konča, ko se konča šola, ko greš domov, medtem ko elektronsko nasilje je ves čas prisotno, se nikoli ne neha. In pojavnost tega elektronskega nasilja v različnih državah je drugačna. O tem zdaj ne bom, ampak raziskava iz leta 2013, kjer je 80% otrok reklo, da so se spoznali z nasiljem, torej 8%, medtem ko leta 2020 je bil ta odstotek že 25%, torej srečanje otroka z neznano osebo. Otroci pa menijo, da so to znani ljudje, kajti poznam ga s spleta, pravijo. Zdaj pa pojdimo k današnji temi, torej tvegana vedenja, spolna vedenja na spletu, viktimizacija, torej dopisovanje, deljenje informacij, sexting je kdaj tvegan, kdaj ne. Srečanja z ljudmi, zlasti odraslimi, ki jih ne poznamo. Raziskave, tudi raziskave policije v državi pravi, da je že 1 od 5 otrok doživelo negativno izkušnjo v tem smislu. Vsi ste strokovnjaki za to temo, zato si zdaj rečem, zakaj imam toliko definicij na svojih prosojnicah, ampak vseeno imam potrebo, da razrešimo določene reči. Veste, kaj je sexting? To je prejemanje
pošiljanje in posredovanje seksualnih vsebin. Torej, pošiljanje, prejemanje in posredovanje, in tukaj gre pojavnost je različna. Na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini smo imeli raziskavo in ugotovili, da te 3 aktivnosti imajo zelo visoke odstotke. Torej, kot vidite na zadnji točki, 32% mladih pošilja, 48% prejema in 45% posreduje. To ni vedno škodljivo. Mi kot odrasli moramo to vedeti, moramo razumeti, da imamo naraven interes za razumevanje spolnosti in spolnih dejavnosti. Vsi raziskovalci pravijo, da nekateri želijo potrditev svojega videza, nekateri iščejo neke romantične odnose, spolne odnose in to, kar so že omenile prejšnje predavateljice. Iz poliklinike raziskovalci so ugotovili te odstotke in to si lahko gledate tudi na naši spletni strani. Vidite, da so ti odstotki pošiljanja, prejemanja in posredovanja takih vsebin visoki in podobni drugim državam. Torej, gre za globalni problem. Ni meja v tej državi, v drugi državi, ampak to je problem vseh mladih. Kar pa nas mora skrbeti, je, da več kot polovica mladih, ki so bili vključeni v sexting, pravijo, da so doživeli neko obliko prisile, da se vključijo v ta sexting. Deklice doživljajo prisilo, pritisk pri začetku tega pošiljanja sextinga, ampak seveda so tudi spolne razlike pomembne, kar se tiče same prisile oziroma izsiljevanja. In še ena točka, pojavnost je višja z večjo starostjo. Omenila sem raziskavo iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Torej, pozitivno si mislijo o sextingu tisti, ki bolj objektivizirajo telo, ki imajo večji nadzor staršev, nekaj, kar ne smejo, ne samo smejo ali ne smejo, ampak je to pomembno pogojeno tudi z vzgojo, torej imajo manj nadzora v šoli, če ima šola jasna pravila, glede telefonov, če imajo manj samokontrole, če so starejši, so v intimni vezi, so nesigurno navezani in na tak način so bolj pogosti pri prejemanju in pošiljanju. Pomembno pa je, da je sexting lahko tudi eksperimentiranje kot romantični aspekt ali pa je to sexting kot prisila, kot napeljevanje na to in tukaj obstaja večje tveganje za viktimizacijo. Kolegice so že omenile, da večina otrok o seksu ne govori. Torej, veliko je nesigurnosti pri najstnikih, pri mladih, veliko stresa jim to predstavlja in z nikomor ne govorijo o tem, niti s prijatelji. To je intimen svet, ki ga imajo sami zase. In je to zelo težko. Samo 30% mladih ljudi govori o tem s prijatelji, 2,8% starši, ne vem pa, kakšne so to situacije. Tako, ko se pojavi ta seksualna prisila, torej izsiljevanje na spletu, govorimo o sextortion, kjer storitelj preko spleta vključuje določeno zastrahovanje, da bo objavil te vsebine. Jaz sem slišala, da je deklica spoznala prek spleta nekoga, govorila sta o glasbi in ta fant je od nje potem hotel neko vsebino, nage slike in ko je ona rekla, da to ne bo naredila, jo je začel zastrahovati. Torej, vem, kje živiš, poslal je sliko hiše. In seveda se mlada oseba tega ustraši, grejo za grožnje različnih vrst, torej
ne, ubil te bom, ampak gre za subtilne grožnje, ki so mladi osebi povzročajo psihološke težave, pa tudi fizične. Torej, veliko ljudi žrtev pozna, storilce, ampak ti storilci so velikokrat znane osebe, na nek način so se spoznali ali prek spleta, ali so že imeli tudi srečanje v živo. V raziskavi, ki so ga naredile moje kolegice na polikliniki, vsaki peti mlad človek, torej adolescent, je sekstal, ker je bil v to prisiljen. In to je bilo z odraslo osebo. Vedeli so, da gre za odraslo osebo. Nekateri pa so to delali tudi prostovoljno. Mi, ki delamo z mladimi, z otroki v teh zakonskih okvirih, vemo, kaj je to soglasje, kaj je to sporazum in kaj to ni. To, da je bilo to prostovoljno, pomeni, da je šlo za grooming, a ne to, kar je zakonsko dovoljeno. Menjava spolnih vsebin z odraslim osebom pa pomeni spolno zlorabo po spletu. In še ena vrsta izkoriščanja, grooming oziroma napeljevanje. To je proces, kjer odrasla oseba postopoma dobi zaupanje otroka in ga vključi v spolno komunikacijo, deljenje spolnih vsebin in druge aktivnosti zlorabe prek spleta. Najpogostejše je to v fazi, ko je zgrajeno zaupanje in otrok je potem vključen v spolne aktivnosti, pridobijo že informacije o tem otroku in pojavnost je različna. Retrospektivna študija je pokazala, ko se je naknadno vprašalo otroke, da je se pravi pojavnost veliko večja kot kar izvemo od otrok. Teorija rutinskih aktivnosti pravi, da v teh situacijah je vsakdanjik vsebuje veliko rutinskih aktivnosti in da tako vedenje postane problematično, mora priti do motiviranega storilca, ki napeljuje mlado osebo, torej neko ranljivo osebo, ki je dostopna na različnih družbenih omrežjih, in da gre za pomanjkanje zaščitnih dejavnikov, nimajo zaščitne mreže, nimajo se s kom pogovarjati. Torej, spomnimo se odprej, koliko otrok se ne pogovarja z nikomer o, recimo, sekstingu. Torej, učitelji, starši, prijatelji. Posledice za duševno zdravje, torej v emocionalnem in družbenem smislu, torej, če gre za prisilo, za neželene aktivnosti pošiljanja spolnih vsebin, tukaj gre za mlade osebe z nižjim samospoštovanjem, večjim stresom, depresije, anksioznosti, imajo posttravmatski stresni sindrom, tudi samomorne misli ali celo so že poskušali narediti samomor. Dobro je pomisliti tudi na to, če pogledamo primer neke deklice s takšnimi znaki. Tudi kot pri običajni spolni zlorabi se pojavijo ti znaki, lahko pa gre za otroke, ki so bili izpostavljeni groomingu, potem pa še pravi spolni zlorabi. Otroci, ki so bili prisiljeni v to, so velikokrat tudi žrtve vrstniškega nasilja. Nekateri so ranljivi,
Torej, če so že viktimizirani v zgodnji starosti, to so otroci, ki živijo v skrhanih družinskih odnosih, vrstniških odnosih, imajo nizko samospoštovanje, so depresivni, izvaja tvegana spletna obnašanja. In gre tudi za ženski spol, ki doživlja več teh pritiskov. To že vse smo vedeli, potem pa se je zgodila zdravstvena kriza, ko so otroci dobili računalnike, vsi poznate to izkušnjo pandemije COVID-19, vsi smo bili v nekih mehurčkih zaprti, nismo imeli družbenih interakcij toliko kot prej in otroci so bili usmerjeni na splet. Otroci so nam povedali, da so imeli veliko izgub, lahko je šlo za bolezen ali izgubo starša, niso mogli potovati, niso mogli se zabavati, iti ven, obiskati stare starše. Imeli so veliko izgub v tem času in za otroke je to težko. Kaj je bilo manj očitno, je bilo, da so otroci izgubili določen življenjski slog, ki so ga prej imeli. Izgubili so različne izkušnje, ki bi jih imeli, če svet ne bi bil tak v času pandemije, dnevne rutine, predvidljivost in tudi nadzor nad tem, kaj bo jutri. Jaz sem tudi imela online srečanja in ta deklica, s katero sem govorila, se mi je javljala kar iz postelje, v pižami. Torej, ni imela več normalne dnevne rutine, da se mora obleči zjutraj. Zakaj bi to počela, če je bila ves čas doma, kaj ne? Zdaj pa učinki na otroke, ki jih je prinesel COVID oziroma pandemija, odvisno od lastnosti otrok, na nekoga več, na nekoga manj, ampak otroci so bili bolj ranljivi, ker nimajo zrelih kognitivnih in čustvenih sistemov oziroma regulacij. In to je se lahko potem pokazalo kot negativne posledice. Mladi otroci so imeli več strahu pred okužbo, ampak vsi otroci so bili zelo zaskrbljeni za svoje člane družine. In ti otroci so bili pod stresom ves dan. In ves dan so bili potem priklopljeni na računalnik, na tehnologije. Imeli so tudi motnje v spanju, apetiti, separacijsko anksioznost in skrb za druge. Druga vedenja, raziskave v tujini so pokazale, da je bilo več kompulzivnega kupovanja med mladimi, torej kopičenja. Družinski budžet se je trošil na drug način kot prej. In kar se tiče tehnologij, imeli so dostop do neprimernih vsebin, ranljivi so bili za zlorabe. Ko govorimo na splošno, če sistem ne funkcionira, potem je tveganje za zlorabe in za to, da ne dobi zaščite, veliko večji. Torej, če je v šoli, če je v vrtcu, potem ima ta otrok okrog sebe ljudi, ki ga bodo zaščitili, mrežo, ki ga bo zaščitila. Ne smemo pozabiti tudi učinke na družine. O tem sem že govorila kot zaščitni dejavniki. Če teh dejavnikov ni, potem je večja možnost, da bodo prišlo do negativnih strani, torej emocionalne reakcije, prišlo je do rušenja partnerskih odnosov. Vsak tretji starš, je pokazala raziskava na Hrvaškem, je povedal, da mu je bilo težje biti starš v tem času pandemije, da je to prineslo veliko več stresa.
Poročali so o slabšem psihičnem stanju. Torej, vedno, ko govorimo o mladih, moramo vedno pogledati tudi na družinsko situacijo, na starše. Pa malo humorja, da dodam, moja kolegica z Facebooka je napisala, kako je na pandemiji. Torej, stres od vseh nasvetov, kako narediti maske iz spodnjih hlač, kako pomagati otroku, da se izobražuje na spletu, kako o mlademu razložiti socialno distanciranje, kako narediti sestanke na 3 različnih platformah, kako preveriti, ali je otrok živ, zračiti, kako iti na jogo prek YouTube portala. Torej, tukaj imamo veliko humorja, ampak ja, to je multitasking staršev, ki smo ga takrat doživljali. Kaj se pa je dejansko dogajalo? Torej, predavateljice so že prej povedale neke podatke z časa pandemije. Pokazalo se je, da je rast vsebin, video vsebin, fotografij, otrok, ki so bili zlorabljeni za ta namen, in osebe, ki so izpostavljene, da so storilci, tudi oni niso mogli dobiti pomoč, podporo, torej tisti, ki so bolj nagnjeni k temu, da bodo postali storilci takih dejanj. Torej, tudi njim je bila ta pomoč odvzeta, prekinjena. In morda se tudi prek tega ni zaščitilo določenega števila otrok. UNICEF pravi, da obstajajo 3 glavna potencialna sekundarna tveganja poleg covida. Torej, zanemarjanje starševske skrbi, mentalnost, duševno zdravje, psihosocialni stres in povečana izpostavljenost nasilju, vključno s spolnim nasiljem, pa tudi fizično in čustvena zloraba. 1,5 milijarde otrok je bilo izpostavljeno oziroma prizadeto zaradi zapiranja šol. V Veliki Britaniji so ugotovili, da je prišlo do 17-odstotnega povečanja spolne viktimizacije. Kaj je pomembno, kaj se je dogajalo med covidom? Veliko študij je pokazalo, da je bilo manj prijav, uradnih prijav, zlorabe otrok. Torej, to, kar prijavi šola, strokovnjaki, starši. In največji upad je bil ravno s strani strokovnjakov, ki ponavadi v običajnih okoliščinah prijavljajo takšna dejanja. Torej, situacije so nakazale na neke zlorabe. Prijav je bilo, ne govorim samo na spletu, ampak tudi sicer zlorab je bilo manj kot leto prej. Dokazali so tudi, da nekatere države so bile bolj prizadete, tiste, ki so imele večja tveganja, torej zlasti ekonomski in družbeni vidiki so tukaj pomembni. Potem nezaposlenost, socialna nesigurnost. In te interakcije med družbenimi dejavniki in zlorabo otrok, to je se kazalo v tem, ali so otroci dobili zaščito ali ne, kot bi jo sicer dobili pod pogoji v nekem običajnem okolju. V državah, kjer je bil zmanjšano število prijav policiji in socialnim službam, to je pokazatelj, kako pomembna je vloga šole in zdravstvenih služb pri odkrivanju zlorab. Tako na Hrvaškem, mislim, da tudi v Sloveniji, smo takoj se začeli spraševati, kako so naši otroci, skrbelo nas je duševno zdravje otrok. Hoteli smo pomagati otrokom in staršem. Hoteli smo jim pokazati, da niso sami.
in nastale so linije za podporo, za pomoč, torej online linija za otroke. Kaj smo se naučili iz te zdravstvene krize, pa tudi tveganja za odnose mladih, romantičnih odnosov. Veliko webinarjev smo takrat imeli, da bi hitro lahko ukrepali. Imeli smo tudi predavanja za otroke, staršev, šolskih otrok, torej kaj se dogaja na drugi strani ekrana, tako da starše podučimo o tem. Moje kolegice so naredile zelo dobro kampanjo v sodelovanju s policijo hrvaško policijo. Ne bom pokazala podrobnosti, ampak na YouTubeu lahko pogledate pod naslovom Iza ovih vrata živi Mija. Torej gre za deklico Mijo, ki je bila sama, da smo hoteli pozornost. Mislim, da je bilo to narejeno tudi na Poljskem in smo mi to nekako povzeli. Tako da smo govorili o tej temi, da so otroci sami doma in katere so nevarnosti. Na Hrvaškem pravijo podatki, da je policija leta 2020 evidentirala skupaj 1578 primerov nasilja v družini. V poročilih sem prebrala, da so se odstopanja pojavila v aprilu 2020, ko je bilo malo prijav, potem se je vse skupaj malo reguliralo in v 11. mesecu, torej v novembru, ko je bilo več primerov bolezni, je spet prišlo do višjih številk. Tukaj so podatki hrvaške policije, ki jih ne bi zdaj posebej interpretirala, ampak tukaj vidite leta 2020, vidite manjše število prijav, zelena linija. Torej, tukaj vidite številke izkoriščanja otrok za pornografijo leta 2020. Ta številka zelo naraste. Ne vem, ali imate podatke za Slovenijo in zdaj še vedno te številke rastejo. Jaz ne vem, ali bi bilo to tudi, če ne bi bilo pandemije, ampak dejstvo, da se je to zgodilo takrat istočasno, nam nekaj pove. Na Hrvaškem imamo hrabri telefon, to je linija, kjer lahko se otroci pogovorijo v primeru spolne zlorabe. Tukaj vidite prijave oziroma klice po letih, torej 2020 je ta številka zopet porasla. Torej, to smo delali v tem času, otrokom ni bilo lahko in če imamo, na primer, znanstveno strogost, ne moramo seveda vse povezati s covidom, ampak poglejmo si zdaj še nekaj o mojih izkušnjah klinične psihologinje. Tukaj sem prepoznala vaše vprašanje, ki ste ga postavili prej, torej odziv staršev in kaj se potem zgodi. Ko otroci prihajajo k nam zaradi te spolne zlorabe, ne prihajajo samo zaradi tega, prihajajo tudi zato, ker so jih poslali otroci, morda zaradi kakšnega drugega razloga, morda je posredi ločitev, potem pa izvemo tudi za te aktivnosti in lahko jih pa tudi pošiljajo pristojne institucije. Pogosto povsem po naključju se ugotovi za taka dejanja, morda mama najde telefon, ali pa morda kakšen prijatelj ne more te skrivnosti razkriti. Torej, viri informacij so različnih. Tako je pri spolnih zlorabah nasploh in to je obdobje, ki poruši razmerje med prijatelji. Šele potem se razkrije, da je prijatelj želel pomagati. Torej, starši pogosto ne vedo, kakšna so tveganja.
In starši pogosto vedo, da se nekaj takega dogaja, ampak oziroma otroci pa nimajo dovolj kapacitete, da bi prepoznali, kaj je tukaj, kaj je tukaj težavno. Reče recimo, ne bom te osebe srečala, izpule je. In čeprav lahko razume določene stvari, pa otrok začne zaupati osebi. Na začetku pogosto otroci rečejo, da niso pošiljali slik, potem seveda kasneje rečejo, ko se z njimi pogovarjaš, da so bile pogosto prisotne grožnje. Recimo, oseba je rekla, da bo to razkrila celotni šoli, če mi ne boš, ali pa recimo so rekli otroku, če mi tega ne boš poslal, se bom ubil. Tako da včasih otrok ima občutek, da bo groomerju pomagal na ta način, če mu bo poslal svoje slike. Starši pa zelo različno se odzovejo, nekateri so veseli, da so to odkrili, obstajajo pa tudi starši, ki kaznujejo otroke in vzamejo telefon. In mi pa vedno rečemo otroku, nisi kriv, če si žrtev zlorabe, ampak če mu vzameš telefon, to pravzaprav pomeni, da je on nekaj naredil narobe. In zelo težko nam je starši, kajti sistem daje zelo malo informacij staršev. Tukaj pa je še precej težje, kajti pogosto gre za neznane storilce in nimamo nobenih povratnih informacij o tem. Če nekdo reče, da je Marko iz Pule, seveda ne pomeni nujno, da je Marko iz Pule, lahko da je od kjerkoli drugje. Kakšne so posledice za duševno zdravje? Te posledice so zelo podobne pri nagovarjanju, prisili, vključevanju v seksualne razgovore in aktivnosti z drugimi oblikami spolne zlorabe. Pogosto imamo primere depresivnosti, anksioznosti, upada samozaupanja in mladi dobijo občutek, da potrebujejo znova občutek varnosti. Kako bom sedaj ponovno šel na Snapchat, če vem, da se bo tam me nekdo hotel kontaktirati? Pogosto so mladi jezni, sovražni in imajo tudi tvegano obnašanje. Torej ta jeza je pogosto za nas fasada in v ozadju pa je anksioznost, žalost, depresivnost in to seveda se navzven kaže kot jeza, in kajti ta jeza daje nek občutek kontrole. Seveda pa so tukaj tudi stresni odzivi, kajti takšne slike in takšne aktivnosti lahko privedejo tudi do obsesije s seksualnostjo, s pretirano vzburenostjo in tako naprej. Kajti to so posledice travme na otroku. Otrok je lahko, kot sem že rekla, veliko bolj okupiran s seksualnostjo. Ko se ukvarjamo z mladimi, če jim rečemo, da morajo biti manj na spletu, se soočamo s stigmatizacijo mladih, tistih, ki so bili zlorabljeni. Podobno je tudi pri drugih oblikah zlorabe. Zakaj? Pogosto mogoče sistem ni pripravljen. Pogosto strokovnjaki ne znajo se pogovarjati z mladimi in imajo odpor pri otrocih. Potem postopki so dolgi in kot sem že rekla, ni teh povratnih informacij o storilcih. Že nasploh so to težave pri spolnih zlorabah. Potem drugi razlog stigmatizacije je družina. Morda otrok v družine ne verjame, seveda dobro je, če so starši v podporo otroku. To je potem neko jamstvo, da si bo otrok lahko opomogel. Če pa starš ne verjame otroku in ga krivi, potem pa je to novo tveganje za stigmatizacijo. In tudi kazni, kot sem jih že omenila,
prav strinjamo se z pogovorom in z nadzorom, ampak imela sem deklico, ki je dobila Snapchat v šoli. Neka prijateljica je rekla, ali želiš, da ti pokažem? In tako so začele dobivati sporočila. Jaz tega sploh nisem poznala prej, da se Snapchat briše. In tretji zelo pomemben izvor stigmatizacije, morda otroke ni briga, otroci ne skrbijo za policijo, za nadzor, ampak jih skrbi za prijatelji. Seveda lahko se zgodi, da bo slika zaokrožila po razredni skupini, šolski skupini in otrok tam nima podpore. In tako se informacija o otroku še kar naprej širi. Imamo primer deklice, ki se je zaljubila v fanta, ki mu je poslala sliko. Seveda rekel je, da jo ima rad in naj mu verjame. In ko je deklica to naredila, je naslednji dan doživela, da so sošolci imeli te posnetke in so jih pokazali celi šoli. To je zelo, zelo, zelo težko za mlade. In otrok pravzaprav, tako kot pri drugih oblikah zlorabe, ne potrebuje le pomoč po tem, ko se ta dogodek zgodi, ampak obstajajo različne faze oziroma stopnje. Pri našem delu z otroci, ki so viktimizirani na spletu, vidimo naslednje. Najprej moramo vedeti, kakšen je bil otrok pred tem, ali je imel kakšne varnostne dejavnike, ali je bil otrok bolj ranljiv, ali je imel stresno življenje, ali je bolj občutljiv ali manj. Otrok, ki je imel že prej težave z viktimizacije, ki je imel težave z duševnim zdravjem, za njega je bolj verjetno, da bo imel več simptomov. Torej prvi pokazatelj, da vidimo, kakšen je ta otrok. Torej ta otrok ni začel živeti od trenutka, ko je prišel k nam. Ne, vedeti moramo, kaj se mu je zgodilo prej. Ali recimo obstaja nasilje v družini, ali je prišlo do težke ločitve, ali so otroci bili žrtva trpinčenja. Se pravi, to so vse korenine za travme. In vse moramo upoštevati, vse dogodke. Dlje, ko je oseba izpostavljena nasilju, večja je možnost za posledice. Če je to zgolj enkratni dogodek, in otrok v preteklosti ni imel veliko tveganj, potem morda sploh ne bodo nastale hude posledice za zdravje otroka. Sedaj pa tretja točka. Kako so otroku verjeli? Ali mu je okolica verjela? Oziroma, kako je otrok to razkril? Morda otrok ne želi razkriti, da se je to njemu zgodilo, razkrije pa, da se je to zgodilo komu drugemu. Morda tole karikiram. Torej, te druge deklice morajo nekaj priznati. In zgodba se torej začne z enim otrokom in morda to vodi naprej in so primeri otrok, ki ima vsak svoje življenje in svojo družino. In torej zanima nas, kakšne so bile reakcije okolice. Ali je okolica nudila podporo ali pa je obtoževala otroke. Pa saj si morala vedeti, pa saj sem ti že 100-krat rekla, da bi morala paziti. To so seveda stavki, ki so jih otroci že velikokrat slišali. In ko se vse to zaključi, otrok pristane na svetovalni službi in sledi dolgo obdobje. In seveda bi bilo primerno, da se vse skupaj zaključi, ampak pri spletni viktimizaciji se to redko zgodi. Pogosto se ne ve, kdo je storilec. In pravzaprav otrok nima dokaza za to, jaz tega nisem naredila, on je kriv. In to je zelo problematična stvar. To velja tudi nasploh za spolno zlorabo, kaj šele v takšnih situacijah.
In torej moramo se osredotočiti na okrevanje otroka, na to, da mu vlijemo, da ga naučimo, kako se naj vede v prihodnosti in da otroku naredimo načrte samozaščite, kaj bi se zgodilo, če se mu to ponovi. In to je zelo dobra pomoč otroku. In ko govorimo o online viktimizaciji, o spletni viktimizaciji, ter o covidu, o pandemiji, bi želela narediti sklep. Kaj smo se naučili? Ravno pred pandemijo smo se naučili veliko o tehnologiji in o otrokih in potem pa se nam je zgodila epidemija. In starši nam pravijo, ravno smo dobili neka pravila, sedaj pa smo vsi online, vse se je spremenilo. Torej, zagotovo je jasno, da spletna viktimizacija predstavlja grožnjo otrokom in da je pandemija bolj kot kadarkoli prej olajšala dostop potencialnim žrtvam, do potencialnih žrtev. In med pandemijo je bilo slabše medsektorsko sodelovanje med šolami, socialnimi službami, vrtci in tako naprej. Nasploh pa moramo vedeti naslednje. Strokovnjaki bi se morali veliko naučiti o sebi in zato bi rada omenila, zato sem omenila raziskavo v Bosni in na Hrvaškem, ki je povedala, da bi v vseh obdobjih, sploh pa v obdobju krize, morali ozaveščati znanje o strokovnih veščinah. Se pravi, moramo vedeti, kakšna je normativnost odraščanja, vedeti moramo, kaj so odstopanja od pričakovanih izkušenj. Ko so strokovnjake leta 2019 pred pandemijo vprašali, koliko potrebujejo dodatnih veščin o odraščanju v digitalnem obdobju, jih je velika večina rekla, da potrebujejo dodatno znanje. In tudi otroci so pogosto rekli, da ne razkrivajo svojih težav, zato ker imajo občutek, da jih ne bodo razumeli. Mene so spraševali prej o tem, kaj so sploh videoigrice. Danes ne govorimo več o videoigricah in seveda moramo vedeti, kako temu pravijo otroci. Naša zavest mora biti, da vemo najprej, kaj mislimo o tem. Mislimo, da so mladi grozni, da so vedno na spletu, potem pa poglejte na vaš lasten telefon in si poglejte, koliko vi časa preživite na spletu. In morda boste zaradi tega celo mislili, da težave na spletu niso tako zelo resne, pa saj je to samo na spletu. Toda po drugi strani, če se ne zavedamo teh tveganj, lahko rečemo mladim, ja pa zakaj nisi ugasnil telefona? Torej, moramo imeti pravilne veščine glede tega, kaj se zgodi pred viktimizacijo in po njej. Vedeti moramo, kakšne so različne platforme, kaj vse se lahko tam zgodi. Tako. Tretja točka, ki smo se je naučili v pandemiji, je, da je šola izjemno pomembna. To znanje, ki so ga otroci prejemali preko spleta, je pomembno, vendar pa moramo vedeti, da je po pandemiji veliko otrok nadaljevalo svoje življenje na spletu in morda bomo spet deležni kakšne krize, podobne krize. Moramo razmišljati o pravicah, o tveganjih, o reakcijah otrok. Vemo, da so nekateri učitelji se zelo dobro spopadli z poukom preko spleta, nekateri ne, ampak ta majhen segment pa je zelo pomemben in bi moral biti prisoten. Kot sem že povedala prej, obstajajo razlike med podatki, ki jih imajo uradne službe in dejansko pojavnostjo. Vsi, ki se želijo še naprej ukvarjati z raziskavami, kaj se je dogajalo med pandemijo, ne bi smeli uporabljati zgolj podatke, kaj se je dogajalo med pandemijo, ampak moramo otroke vprašati tudi, kaj se sedaj dogaja
in da dolgoročno spremljamo otroke, da vidimo, kaj se je dejansko zgodilo med pandemijo in da to povežemo z drugimi socialnimi tveganimi, faktorji tveganja in faktorji tveganja v družini. Torej, pomembne so retrospektivne študije, da bi videli res, kaj se dogaja z mladimi. Recimo, če se bodo zgodilo nove krize, pomembno je duševno zdravje, hkrati pa moramo biti senzibilizirani in tudi odrasli morajo imeti dovolj informacij. Pomemben je pa tudi odnos, ki ga imajo z mladimi. To je najbolj pomembno. In zato je staršem treba nuditi pomoč pri tem, kako naj se pogovarjajo z svojimi otroci, kako prevzemati odgovornosti, kako razvijati odnose, kako imeti jasne meje. Če pa govorimo o mladih, je bilo zelo pomembno, da smo se pogovarjali o tem, kaj se jim je zgodilo. Vedno moramo razmišljati o tem, ali so se počutili varne. Ne le, ali so bili na varnem doma, ampak tudi, ali so se počutili varne na spletu in sicer. Dati jim moramo podporo, da bodo znali obvladovati svoja čustva in odnos med odraslo osebo in otrokom je zelo pomemben, še zlasti pa je pomemben v kriznih časih. Hkrati pa je zelo pomembna rutina in tudi podpora, ki jo nudijo staršem. Tukaj je model sodelovanja, ki kaže, da otroci ne morejo biti sami. Ta model smo razvili v pandemiji, torej otroci potrebujejo podporo strani družine, šole in tudi družba mora po drugi strani podpirati starše in šole, ravno zato, da bi lahko bili boljša podpora otrokom. In zato govorimo o skupnem modelu podpore. Kot psihologinja bi rekla, da je v kriznih časih izjemno pomembno, da tudi če otroci ne postavljajo vprašanj, moramo nuditi podporo otrokom. To ni isto kot psihoterapija, ko se nekdo odloči, da pride po strokovno pomoč. Ne, v času krize moramo biti tam. Jaz sem tukaj, vem, da se ti morda to dogaja, zanima me, kako si ti. In starši oziroma otroci se bodo zelo, zelo pozitivno odzvali. Mi vemo, da ne starši, ne otroci ne bodo govorili o težkih problemih, če jih ne bomo o tem povprašali. Kaj smo se na splošno učili v pandemiji? Živimo neusklajeno, evolucijsko, kajti spremembe se odvijajo tako hitro, veliko hitreje kot pred 100 leti. In veliko sprememb so doživele tako družine kot tudi strokovnjaki. In kako torej nuditi podporo, pa ne biti hkrati prevelik pritisk našim otrokom. Še ena prosojnica od mojih kolegic. Nikoli ne pozabimo, kaj je najbolj pomembno za mlade. Tukaj spodaj vidimo, kaj pravijo otroci. Najbolj pomemben jim je prosti čas, potem 21% so rekli šport, 24% družbena omrežja in 40% druženje s prijatelji v živo. In vprašali smo jih, kako bi vi drugače, so zopet na prvo mesto dali druženje, potem šport in izvenšolske dejavnosti in le majhen odstotek, se pravi 4,7% jih je reklo, da bi uporabljali družbena omrežja. Torej tega ne smemo pozabiti in to je morda smerokaz za našo prihodnost. Torej, če se bomo zopet zaprli v krizi, da bomo vedeli, kaj otrokom manjka. Hvala lepa za vašo pozornost.